Dober dan. Lep pozdrav iz Strasbourga, kjer je letošnja Saharova nagrajenka 16-letna Malala Yousafzai prevzela nagrado, ki jo je dobila za svoj boj za pravico deklic do izobraževanja. Zelo sem vesel, da je dobila prav ona. Imela je čudovit govor v parlamentu in občudovali smo njeno odločnost, pogum in zavzetost za pravice in svobodo. Drugi vrhunec tokratnega zasedanja je potrditev večletnega finančnega okvira Evropske unije za obdobje 2014-2020. Pod streho smo pripeljali pomemben dogovor o tem, za kakšne namene porabiti evropski denar, da bi to kar najbolj koristilo celotni uniji. Še bolj pomembne pa so nekatere novosti, ki bodo izboljšale delovanje tega večletnega okvira. Ena od teh je večja fleksibilnost v porabi denarja. Druga taka novost je revizija večletnega okvira na sredini mandata. Srčno si želim, da bo leta 2016 gospodarski položaj boljši in da bodo takrat lahko poslanci razpravljali o možnosti za povečanje proračunskih sredstev. Kot zadnjo stvar izpostavljam zavezo države članic, da bodo v posebni delovni skupini preučili možnosti o financiranju evropskega proračuna z lastnimi prihodki. Sprejem večletnega finančnega okvira omogoča tudi sprejem konkretnih programov, od katerih bomo imeli koristi posamezniki in podjetja Evropske unije. Program Erasmus Plus in skupna kmetijska politika sta dva, ki sem ju aktivno spremljal skozi celotno delo v parlamentu, v odboru za kulturo in v odboru za kmetijstvo. Erasmus Plus bo pomagal okrog 4 milijona mladim ljudem v starosti od 13 do 30 let, da gredo v tujino na usposabljanje in šolanje. Na tem področju smo dvignili proračunsko postavko za celih 40%. Reforma skupne kmetijske politike ni idealna in ne more rešiti vseh problemov, vendar pa po mojem mnenju prinaša ustrezne in potrebne rešitve za današnje izzive evropskega kmetijstva in podeželja. V ospredje postavlja aktivne kmete, nadalje spodbuja okolju prijaznejše kmetovanje, ki je nujno potrebno zaradi našega zdravja in zdravja našega planeta nasploh. In končno se bolj osredotoča na mlade. Teh je danes v kmetijstvu premalo in treba jih je privabiti v ta sektor, če želimo na naših mizah jesti lokalno, varno in zdravo hrano. Okrepiti in izboljšati pomoč mladim v okviru skupne kmetijske politike je tema, ki mi je bila še posebej pri srcu in zato sem si aktivno prizadeval v tem mandatu z organizacijami raznih konferenc in okroglih miz z mladimi kmeti. Sprejeti je bila še cela vrsta drugih programov, ki jih zaradi časovne omejitve seveda ne moremo omeniti. Med njimi tudi kohezijski program, regionalni razvoj, vključno z Evropskim socialnim skladom. Pomembna pridobitev novega programa za regionalni razvoj je večji vpliv lokalnih in regionalnih partnerjev pri odločanju o uporabi sredstev. No, predvolilno vzdušje se je že čuti, tudi v političnih gremijih se je kar precej razpravljalo o Sloveniji v zvezi z resolucijo, ki jo je sprejela politična skupščina Evropske ljudske stranke. Najprej so zavšo na njo reagirali evropski socialisti in liberalci, tudi zato se je precej poslancev želelo izjasniti o razmerah v Sloveniji in dati svoje mnenje o tem. Predsednik Jozef Dol je izrazil vso podporo naši politični opciji v naši prizadevanji za več pravne države in demokracije v Sloveniji. Hvala za pozornost in lep pozdrav iz Strasbourga.